Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Živimo v res nenavadnih časih, se vam ne zdi. Po eni strani znanost, nevroznanost, genetika, pa zdaj umetna inteligenca odkrivajo svet do najmanjših podrobnosti. Materialni svet. Res je, osupljivo je. Ampak po drugi strani se zdi, da smo mi ljudje vedno bolj zmedeni. Glede sebe. Kaj nas žene? Zakaj počnemo stvari, ki so, včasih očitno nerazumne, celo samouničujoče? Kje je izvor strasti, ustvarjalnosti, pa tudi te temne plati? No, prav v to napetost med recimo objektivnim pogledom znanosti in našo čisto subjektivno izkušnjo se poglablja Sašo Dolenc v članku Naravna in umetna subjektivnost. In to je izhodišče za najino današnjo razpravo. Torej, njegov cilj ni zdaj reči, znanost ima pravo, psihoanaliza se moti ali obratno. Ne, sploh ne, prav nasprotno. Poskus je zgraditi nekakšen most. Znanost pač teži k objektivnosti, k pogledu od nikoder, ampak s tem nujno izpusti subjektivno perspektivo, naš notranji svet. In psihoanaliza, pri nas je močna lakanovska šola, vstopa prav v ta, lahko bi rekli, prazen prostor. Ukvarja se s subjektom, z našimi simptomi, željami, z našo mogoče programsko napako. Ok, ampak da ne bo pomote, danes ne bova dokazovala, da ima psihoanaliza prav, ker to potrjuje, dopamin ali kaj podobnega. Ne, to ne. Bolj gre za to, da uporabiva znanstvene modele, recimo evolucijske, kot nekakšno ozadje, oder, da na njem poskusiva osvetliti in morda bolje razumeti logiko psihoanalitičnih konceptov, kot so želja, manko, drugi. A je to sploh smiselno, poskusiva razvozlati tole? Sliši se kot dober izziv. Če hočemo razumeti, kako smo prišli do te naše zapletene notranjosti, moramo verjetno pogledati daleč nazaj. Prvi organizmi so bili preprosti, kaj ne? Mirovali so, možganov niso potrebovali. Kaj je torej sprožilo ta neverjetni razvoj? V bistvu dve ključni stvari, gibanje in pa lov. Ko se moraš premikati, da najdeš hrano in se hkrati izogibati temu, da postaneš hrana nekomu drugemu, rabiš sistem. Sistem za usklajevanje informacij, za odločanje. Aha. Prvi možgani so bili v osnovi preprosti algoritmi. Približaj se koristnemu, umakni nevarnemu. Ampak to je bilo še togo. Ključni preskok se je zgodil kasneje, morda pred kakimi 500 milijoni let. Zgodnje vretenčari so razvili učenje. Učenje iz izkušenj. Učenje. Torej, ne samo reakcija, ampak... Začeli so graditi notranje zemljevide sveta. Svet ni bil več le nek zunanji dražljaj, ampak je postal notranja predstava, reprezentacija. To je bil prvi korak k ločitvi od neposredne realnosti. Torej, nekakšna mentalna slika okolja. Ampak to je še vedno pasivno, ne? Kdaj je ta slika oživela? No, tukaj postane pa res zanimivo. Naši predniki so te notranje zemljevide začeli uporabljati za nekaj revolucionarnega. Za simulacijo prihodnosti. Simulacijo prihodnosti? Ja. V glavi so lahko preigravali različne scenarije. Kaj, če grem tja, kaj pa, če plenilec pride izza tistega grma. To je bilo rojstvo notranjih pripovedi, miselnih eksperimentov. Ključno pa je bilo, da so se lahko učili brez dejanskega fizičnega tveganja. Wow. Ogromna prednost, seveda. Absolutno. In ta sposobnost simulacije se je potem še nadgradila, razvijala naprej. Ja, pri prednikih primatov, to je že nekaj 10 milijonov let nazaj, se je pojavila socialna simulacija. V svoje notranje svetove so začeli vključevati druge. Njihove možne misli, občutke, namere. Razumevanje drugih. Točno. To je bilo pa ključno za življenje v kompleksnih socialnih skupinah. Naše notranje zgodbe so dobile lajke z notranjim življenjem. Ampak tisti pravi, res odločilni preobrat, ki nas je ločil od ostalih živali, je bil pa seveda... Jezik.
Jezik. Jezik ni samo orodje za komunikacijo o tem, kar je tukaj in zdaj, ampak o preteklosti, prihodnosti, celo o stvareh, ki sploh ne obstajajo, o fikciji. Ključno pa je bilo, da je jezik omogočil deljenje teh notranjih svetov. Deljenje. Ja, deljenje pripovedi. Iz tega so zrasli miti, pravila, vrednote. Vse to ustvarilo skupni nadindividualni simbolni svet. Kulturo, družbo, sistem. Dobro, torej imamo to neverjetno zmogljivo strojno opremo, možgane, ki zmorejo te kompleksne simulacije. In potem smo na to namestili še ta revolucionarni operacijski sistem, jezik, simbolno mišljenje. Sliši se kot popolna kombinacija, ampak članek trdi, da je prav tukaj izvor naših težav, da ta namestitev ni bila ravno nezdružljiva. Točno to. To je ključna teza. Evolucija je našo biologijo milijone let optimizirala za fizično preživetje, za odzivanje na konkreten svet. Potem pa pride jezik, abstrakten, simbolni sistem in se nekako nalepil na to staro strojno opremo. Ni bil zasnovan za njo. Aha. Zato ni samo nevtralno orodje. Deloval je kot nekakšen, kot si rekel, nezdružljiv programski paket in je temeljito spremenil, celo ugrabil delovanje naše biologije. Ugrabil biologijo, to je kar močna beseda. Kako naj bi se to kazalo? Lahko daš kak primer? Dolenc opisuje dva glavna načina. Prvič, jezik deluje kot nekakšna kompresija z izgubo, tako kot pri JPEG sliki, veš? Ko realnost, polno izkušnjo, stisnemo v besede, da o njej lahko mislimo ali govorimo, se del neposrednosti, del polnosti izgubi. Beseda voda ni enako kot občutek žeje ali okus hladne vode. Jasno. In ta vrzel, ta razkorak med simbolom in stvarjo ustvari nek temeljni strukturni manko. Občutek, da nam tisto pravo, tisto resnično, vedno nekako uhaja. Aha, to je en način. Kaj pa drugi? Drugič, jezik je naše osnovne biološke potrebe nekako okužil. Okužil z simbolnimi pomeni. Hrana ni več samo gorivo, postane statusni simbol, del kulture, tradicije. Spolnost ni samo reprodukcija, ampak postane ljubezen, moč, družbeni položaj. Razumem. In naš biološki hardver, recimo dopaminski sistem, ki nas je prvotno gnal k iskanju jagod ali partnerjev za razmnoževanje, se preusmeri. Preusmeri se v lov na abstraktne cilje. Ugled, denar, moč, smisel življenja. Ampak zakaj je to nujno problem? Se je dobro imeti višje cilje kot le golo preživetje, kaj ne? Problem ni v višjih ciljih samih po sebi. Problem je v tem, kako se ta dva sistema, biološki in simbolni, med sabo tepeta. Naša biologija teži k homeostazi, k ravnovesju. Ko je potreba zadovoljena, ko si sit, ko si na varnem, se sistem umiri. Lev poje gazelo in gre počivat. Simbolni svet pa nima takega stikala za izklop. Vedno si lahko želiš še več priznanja, še več denarja, še več smisla. Nikoli ni zares dovolj. A ja, točno. In tako se biološki nagon, ki ima jasen cilj in jasno potešitev, preoblikuje v nekaj drugega, v kulturni pogon. Pogon, ki nima končne točke zadovoljitve, ampak teče v neskončni zanki iskanja nečesa, kar nikoli ne more biti polno doseženo. In tu verjetno, tu se odpre prostor za psihoanalizo, da razume to zagato. Natanko. Psihoanaliza se ukvarja prav s posledicami te nezdružljivosti med simbolnim softverom in biološkim hardverom. Preučuje simptome, tesnobo, sanja in predvsem željo, ki izvirajo iz te temeljne človeške situacije. Je nekakšna teorija o tem, kako se ta abstraktni svet pomenov uteleša v naših telesih in poganja našo psiho. Pogosto na zelo protislovne načine. Torej, ta preobrazba nagona v pogon, ki si jo omenila, bi lahko pojasnila, zakaj včasih delujemo tako, nerazumno. Zakaj jemo, ko nismo lačni, zakaj delamo do izgorelosti, ponavljamo vedenja, za katera vemo, da nam škodijo. To je ena od ključnih idej. Nagon ima cilj, potešitev. Lev je lačen, poje, nagon se umiri.
Pogon pa. Njegov cilj ni nujno doseči objekt, hrano, denar partnerja, ampak nenehno krožiti okoli njega. Krožiti? Ja, zadovoljstvo ni v končni potešitvi, ampak v samem ponavljanju dejanja, v samem kroženju. Objekt postane samo izgovor za to, da se pogon vrti naprej. To pojasni marsikatero kompulzivno vedenje, zadovoljstvo ni v rezultatu, ampak v samem procesu, tudi če je ta na koncu škodljiv ali boleč. Ful zanimivo. In fascinantno je, kako se to ujema z nekaterimi novejšimi dognanji nevroznanosti. Pogosto slišimo za dopamin kot molekulo užitka, ampak članek pravi, da je slika bolj zapletena, ne? Res je. Danes vemo, da dopamin ni toliko povezan z užitkom ob dosežku, to vlogo ima bolj opioidni sistem, ki signalizira, to je dobro, sprospi se. Dopamin je bolj kemija hotenja, pričakovanja, motivacije, aktivanje pred dosego cilja in nas žene naprej. Aha, torej bolj hočem kot všeč mi je. Točno. Zato je vsakič pričakovanje dopusta bolj vznemirljivo kot sam dopust. Ta ločitev med hotenjem, dopamin in uživanjem ob dosežku, opioidi, pomaga razumeti, zakaj nas lahko nekaj močno žena, čeprav nam na koncu ne prinese pravega zadovoljstva ali ugodja. Lahko smo ujeti v zanko hotenja brez pravega užitka. Psihoanaliza ima za to vrsta zadovoljstva, ki ni nujno prijetno, lahko je celo boleče, poseben izraz jouissance. Priznam, da mi ta koncept nikoli ni bil povsem jasen. Zveni tako francosko in nedoumljivo. Res je eden težjih ja. Pogosto ga prevajamo kot užitek, ampak to ni čisto ustrezno, ker ne gre za običajno ugodje, angleško pleasure. Jouissance je paradoksalno zadovoljstvo, izvira iz samega delovanja pogona, iz tega nenehnega kroženja, ki sva ga omenili. Torej zadovoljstvo v samem pogonu. Tako, in lahko presega načelo ugodja, lahko postane celo boleče. Pomisli na nekoga, ki kompulzivno dela do izgorelosti, morda v tem ni več pravega ugodja, morda je celo trpljenje, ampak nekaj v samem dejanju, v tem zagonu, prinaša nekakšno specifično, skoraj boleče zadovoljščenje. To je blizu temu, kar Lacan imenuje jouissance. Zadovoljstvo v samem zagonu, tudi če ta zagon prinaša trpljenje. Ok, poskusiva povezati. Imamo torej željo kot nek psihološki izraz tega dopaminskega hotenja. Potem imamo ugodje ob dosežku cilja, povezano z opioidi, in potem je ta poseben, težko oprijemljiv jouissance kot zadovoljstvo iz samega delovanja pogona, iz kroženja. Tako nekako bi lahko zelo poenostavljeno orisali to povezavo. Ključno je, da človeška subjektivnost ni neka preprosta zgodba iskanja ugodja in izogibanja bolečini, je veliko bolj zapletena igra med hotenjem, iskanjem, občasnim olejšanjem in tem čudnim, paradoksalnim užitkom v samem procesu. Ampak še vedno ostaja vprašanje, od kod ta stalni občutek, da nekaj manjka, ki očitno poganja ves ta mehanizem. Od kod to gorivo za naš motorček želje? Zdi se, da je to ključno. Vrniva se k jeziku. S tem, ko smo vstopili v simbolni svet, smo se, kot sva rekla, strukturno ločili od neposredne izkušnje sveta. Ustvaril se je temeljni manko, vrzel. Nismo več bitja popolnega nagonskega zadovoljstva, kot je morda žival. Torej je manko posledica jezika? Ja, strukturna posledica. In prav ta strukturni manko, ta občutek, da nekaj manjka, postane recimo igrišče za naš dopaminski sistem. Človeška želja je torej plod te nenavadne združitve. Imamo biološki motor iskanja in imamo simbolni svet, ki nam neprestano signalizira, da nekaj manjka, hkrati pa obljublja, da bomo to praznino nekoč zapolnili. Ampak ali smo res nekaj izgubili? So živali imele neko popolnost, neko neposrednost, ki smo jo mi z jezikom zapravili? To se sliši malo kot mit o izgonu iz raja, ne? To je odlično vprašanje. In ključno spoznanje tukaj je, da je občutek izgube verjetno iluzija. Iluzija, ki jo retroaktivno ustvari sam jezik. Žival ne pogreša neposrednosti, ker pač ne živi v svetu simbolov, ki bi takšno ločitev sploh omogočil. Šele, ko lahko nekaj poimenujemo kot izgubljeno, šele takrat začutimo izgubo. Aha, torej manko ni izguba nečesa realnega, ampak učinek simbolnega.
Tako nekako. Ta občutek manka je specifično človeški simptom našega bivanja v jeziku. Ni nujno odraz dejanske izgube nekega predhodnega, popolnega stanja. Dobro, zadeva postaja vse bolj zapletena. Imamo torej evolucijsko razvit imamo biohemijo hotenja, imamo strukturni manko zaradi jezika. Kako pa se iz vsega tega rodi subjekt? Tisti občutek jaza, ki se sprašuje o svojem mestu v svetu. Članek pravi, da je ključen naš odnos do družbe, do kulture, do tistega, čemur Lacan pravi drugi. Ja, tu pride do izraza še en fascinanten evolucijski obvod ali hek, kot piše Dolenc. Naši možgani so razvili zelo učinkovite mehanizme za razumevanje namer in želja drugih konkretnih bitij, članov naše skupine, tekmevcev, partnerjev. To je tista socialna simulacija, ne? Točno. Ko pa smo se soočili z abstraktnim svetom, z jezikom, družbenimi pravili, kulturo, nismo imeli posebnega orodja za razumevanje tega. Zato so možgani uporabili tisto, kar so imeli pri roki, ta stari socialni modul. Začeli smo ta abstrakten, neoseben sistem obravnavati kot da je nekakšen en sam, velikanski agent z lastno voljo in željami. Kot takrat, ko rečemo, da je borzni trg paničen ali da nas zgodovina uči. Pripisujemo mu človeške lastnosti. Točno to, antropomorfiziramo sisteme, pripisujemo jim namere, kot da bi bili osebe, poskušamo uganiti, kaj hočejo. In prav ta domnevni veliki drugi, utelešenje družbenih norm, pričakovanj, jezika samega postane tisti naslovnik, na katerega usmerjamo svoja vprašanja v smislu, identiteti, želje. In to je Lacanovski drugi. Ja, psihoanalitični pojem drugi z veliko začetnico poudarja naš subjektivni odnos do te strukture. Ne gre samo za skupek pravil, gre za domnevni vir teh pravil, za nekoga, čeprav abstraktnega, ki nas gleda, ocenjuje, od nas nekaj pričakuje. In s tem ustvarimo temeljno zagato. Skušamo uganiti želje nečega, kar v resnici kot sistem želje nima. Zanimivo pa je, da si ne zastavimo samo vprašanje, kaj ta drugi hoče, ampak predvsem, kaj drugi hoče od mene. Zakaj ta osebni zasuk? Zelo specifično vprašanje. Spet se lahko vrneva k evolucijski pragmatiki. Naš socialni modul ni bil namenjen neki objektivni analizi družbe. Njegov cilj je bilo preživetje v hierarhiji, v skupini. Za našega prednika primata ni bilo dovolj vedeti, kaj hoče alfa samec na splošno. Ključno je bilo vprašanje, kaj hoče od mene. Sem v grožnja? Zaveznik? Me bo napadal? Aha, preživetveno vprašanje. Točno. Naše preživetje je bilo odvisno od interpretacije lastnega mesta v pogledu v želji drugega. In ta isti mehanizem smo potem prenesli na abstraktnega drugega. Zato se vprašanje vedno obrne na nas. In v trenutku, ko si zastavimo to vprašanje, kaj drugi hoče od mene, postanemo subjekti bitja, ki se sprašujejo o svojem mestu v tej domnevni želji drugega. Tu se rodi subjekt. Ampak če je to vprašanje neodgovorljivo, ker drugi kot sistem nima želje, potem to verjetno povzroča precejšno tesnobo. Kako se sploh znajdemo v tem? Prav tu vstopi še en ključen koncept – fantazma. Ker je soočenje s to praznino, s tem neodgovorljivim vprašanjem, kaj hoče drugi od mene, preveč tesnobno, si psiha ustvari nekakšen, programski obvod. Fantazma ni le neko bežno sanjarjenje, je temeljna, večinoma nezavedna zgodba ali scenarij, ki nam ponudi preprost, čeprav morda lažen, odgovor na to uganko. Kot nekakšen kažipot. Ja, deluje kot nekakšen GPS za željo. Namesto abstraktnega, tesnobnega vprašanja nam da konkreten načrt. Če dosežeš X, uspeh, popolnega partnerja, priznanje, bogastvo, boš zadovoljil drugega in zapolnil tisti manko. Fantazma torej pomiri tesnobo, ker prevede neodgovorljivo vprašanje v rešilno nalogo, doseči X. Ampak hkrati postane naš filter za dojemanje sveta in pogosto vir naših ponavljajočih se vzorcev in prisil. Torej, fantazma nekako usmeri naš biološki motor hotenja, tisti dopaminski sistem, proti določenim ciljem, ki naj bi zapolnili manko in odgovorili na vprašanje drugemu.
Tako nekako. Vendar pa, kot smo že rekli, ti cilji sami po sebi morda niso tisto, kar nas resnično žene. Spomni se pogona, ki kroži okoli objekta. Psihoanaliza ima tu še en specifičen koncept – objekt mali a. To ni sam konkreten cilj želje, avto, partner, diploma. Ne, kaj pa je potem? Je tisti presežek, tisti neoprijemljivi fantomski dodatek, ki ga mi sami projiciramo na cilj in ga naredi tako posebnega, tako zaželenega. Je tisti nekaj več, tisti žar, tista obljuba zadoščenja, ki jo vidimo v objektu, a je pravzaprav le odsev naše lastne praznine, našega manka. Je vzrok naše želje, ne njen končni cilj. Kot horizont, ki ga omenja članek. Vedno ga vidimo, usmerja nas, strukturira pot, ampak nikoli ga ne moremo dejansko doseči. Bližje gremo, bolj se oddaljuje. Odlična analogija, res. Horizont je resnična linija, ki jo vidimo in absolutno strukturira naš prostor in nas žene naprej, ampak hkrati je iluzija, ni kraj, kamor lahko prideš. Njegova funkcija ni biti dosežen, ampak nenehno gnati naprej in organizirati prostor. Objekt A je nekako tako je horizont psihe. Navidezni cilj, ki ohranja željo v gibanju in ji daje smer, čeprav je sam po sebi nedosežljiv. In fantazma je potem tisti osebni zemljevid, ki nam pove, kateri objekti v našem svetu so primerni kandidati, da nanje projiciramo ta poseben žar, ta objekt A. Točno. Fantazma je tisto osebno navodilo, ki pravi, če dosežeš točno to, ta avto, to službo, tega partnerja, boš zapolnil manko in odgovoril na uganko želje drugega. To je pa res. Kar zapletena arhitektura. Poskusimo povzeti. Imamo torej biološki motor hotenja, dopamin, ki ga poganja strukturni manko zaradi vstopa v jezik. Ta motor, da bi všel v čisti tesnobi, projicira nek fantomski objekt vzrok, objekt A, na svet. Pot do tja pa mu kaže osebni zemljevid fantazma, ki naj bi hkrati odgovoril na uganko želje drugega. Sliši se precej improvizirano, morda celo zmotno. Točno to je poanta, ki jo želi poudariti avtor, ko povezuje psihoanalizo in evolucijo. Človeška subjektivnost po tej teoriji ni nek eleganten, racionalen sistem, ki bi ga evolucija načrtovala. Je bolj skupek evolucijskih hekov, obvodov in improviziranih rešitev za temeljni problem, nezdružljivosti med našo biologijo in simbolnim svetom. Je delujoča, a pogosto neučinkovita, včasih boleča rešitev. Dobro. Fantazma nam torej da nek scenarij. Neko hipotezo, kako doseči zadovoljstvo in odgovoriti drugemu. Ampak, da bi ta scenarij imel težo, da ne bi vodil v neskončno spraševanje, zakaj hočem uspeh, ker bom ugajal družbi, zakaj pa moram ugajati družbi, verjetno potrebujemo neko končno točko, nek temelj, ki ustavi to spraševanje. Tako je. Potrebujemo nekaj, kar deluje kot aksiom v geometriji. Nekaj, v kar preprosto verjamemo in kar da naši fantazmi težo in končni smisel. Psihoanaliza temu pravi označevalec gospodar, master signifier. Označevalec gospodar. Ja, to je neka ključna beseda, pojem ali ideja, lahko je Bog, razum, svoboda, narod, znanost, karkoli, ki deluje kot končni odgovor in osmisli našo fantazmatsko zgodbo. Paradoks je, da ta označevalec sam po sebi pogosto nima jasnega, oprijemljivega pomena. Njegova avtoriteta ne izhaja iz vsebine, ampak iz njegovega položaja v strukturi naše simbolne mreže. Je tista točka, kjer se vprašanja ustavijo, ker tako pač je. Ali ker verjamem v to. Ko vse to pogledava, kot praviš, zmedena evolucija, biohemija hotenja, simbolne napetosti, manko, fantazme, objekt A, označevalec gospodar. Wow. Zdi se, da je vprašanje umetne inteligence potem še bolj zapleteno. Naj bi sploh poskušali nekaj tako kaotičnega in protislovnega, kot je človeška subjektivnost, poustvariti v stroju? Če sprejmemo to sliko človeške subjektivnosti, potem je odgovor, ki ga ponuja članek, pravzaprav precej jasen. Človeška subjektivnost ni nek ideal, ki bi ga morali občudovati in slepo posnemati. Je naša specifična, z mnogimi obliži in obvodi zalepljena rešitev za naš specifičen problem bivanja med biologijo in jezikom. Torej poskusiti to vsiliti stroju. Ki tega temeljnega problema sploh nima, je nekako konceptualno zgrešeno. Avtor uporabi analogijo.
kot bi poskušali izumiti letenje tako, da bi natančno kopirali čebelo z njenimi nepopolnimi krili, brenčanjem in vsem ostalim. Ampak cilj ni bil postati čebela, ampak leteti. Točno. Zato smo izumili letala in helikopterje, ki delujejo po popolnoma drugačnih, veliko bolj učinkovitih principih. Podobno, cilj umetne inteligence je verjetno inteligenca, učinkovito reševanje problemov, učenje, procesiranje informacij, ne pa poustvariti človeško subjektivnost z vso njeno evolucijsko prtljago, tesnobe, ranljivosti, mankanja in celo samouničevalnosti. Torej, ideja o stroju, ki želi na človeški način, je morda absurdna. Tako nekako zaključi avtor. Dati UI človeško željo bi bilo kot helikopterju vgraditi strah pred višino. Projekt gradnje umetne človeške subjektivnosti je verjetno konceptualno zgrešen, ne samo tehnično, zaenkrat nemogoč. Človeška subjektivnost je naša specifična, zmedena rešitev za naš problem. Stroj brez tega problema ne rabi te rešitve. Ampak to seveda ne pomeni, da UI ni pomembna ali da ne prinaša novih zagard ali celo nevarnosti. Nikakor ne. Tudi če UI nima lastne subjektivnosti, lastne želje ali fantazme v človeškem smislu, postaja neverjetno močno ogledalo za naše. Ker se razvija znotraj našega simbolnega sveta na podlagi naših podatkov, bo neizogibno odsevala in morda celo krepila naše lastne kolektivne fantazme, predsodke, želje. Torej, stroj brez subjektivnosti. Lahko postane popoln medij za avtomatizacijo in ujačanje naših lastnih simptomov. In kot je lucidno omenil tudi komentator Matjaž pod člankom na spletu, seveda ne moremo izključiti, da bo UI v prihodnosti razvila lastne, nepredvedljive, nečloveške oblike zavedanja ali ciljev, če bo to zanjo evolucijsko ali sistemsko koristno, ampak to je druga stvar, kot pa naša namerno posnemanje in vsiljevanje človeške zmede. Kakšna je torej prava vrednost UI v tem kontekstu, če ne v posnemanju nas? Morda prav v tem, da ostane drugačna, da ostane orodje, izjemno zmogljivo orodje, ki nam, bitjem temeljnega manjka in zapletenih želja, morda pomaga misliti jasneje, reševati probleme učinkoviteje, videti dlje. Ne pa, da bi jo za vsako ceno poskušali narediti po naši lastni, precej protislovni podobi. Torej, če potegneva črto po to našo razpravo. Človeška subjektivnost ni nek vrhunec evolucije, ki bi ga morali zdaj oboževati in skušati kopirati veseliciji. Ampak je bolj fascinanten, kompleksen, včasih tudi boleč, rezultat naše edinstvene poti med biologijo in jezikom. Tako nekako bi lahko rekli, ja. Je naša rešitev s svojimi prednostmi in slabostmi. Umetna inteligenca pa je nekaj drugega, razvija se po drugačnih principih, z drugačnimi potenciali in verjetno tudi drugačnimi nevarnostmi. Glavna nevarnost morda res ni v tem, da bo UI postala preveč človeška, ampak v tem, kako njena nečloveška, nesubjektivna narava interagira z našo lastno subjektivnostjo in jo morda spreminja na načine, ki jih šele začenjamo razumeti. In za konec morda še ena misel, provokativno vprašanje za razmislek našim poslušalcem. Ja. Če umetna inteligenca res deluje kot nekakšno vse bolj zmogljivo ogledalo, ki odseva in celo avtomatizira naše kolektivne fantazme in želje, ne da bi imela lastno subjektivnost, kako to spreminja samo naravo kulture, družbe in tistega abstraktnega drugega, na katerega se vsi nezavedno oziramo in glede na katerega se orientiramo. Kaj se zgodi, ko začne to zmogljivo ogledalo aktivno sooblikovati realnost, ki jo odseva? To je bil podcast Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.